Prešeren. Kosovel. Opazovalnica. Godler. Sem čakal spet. To zbriš, to so mladoletni. Razen tega zraven, ostudneža. Dej to poreš, pa začneva enkrat to dajo normalno. Prosim. Ne, Žana je to poslala, to je vse, kar vem. A ja, Žana? Ja, Ne, to je Žana, to je bilo res dobro. Mal narobe. Super mi je. So mladoletne. To je bilo mladoletno, veš. To so po uradni dolžnosti. A hočeš reči, da jih je ta na koncu prisilil, da sta posneli? Ne vem, kaj se tu dogaja, kakšne bolne igrice so. Ne bi se čudil tudi, če bi ti to sprovedel nekako. Hočeš reči, da te ljudje bojo enkrat v črni kroniki, to hočeš povedati. Če noš ti zraven, ker sem slišal, da se take stvari da sprovesti. Organizacijsko. Baje se protesti lahko organizirajo. Meni je, jaz včasih ne vem pri tebi, čisto ne vem. Jaz resno mislim. Ti včasih se mi zdi, da zveš neko stvar o življenju, ja. O človeštvu. Ja, tako naknadno. Kada sem nek motenc, kada sem Fritzlov otrok. Ne. Mislim, to je skrajni spekter. To je skrajni spekter. Zdaj, koliko daleč si na Gaussu, od Fritzlovega otroka, to je malo druga vprašanje. Ne hočem samo reči, včasih ti zveš stvari o svetu, o življenju, kako življenje načeloma deluje in si zaprepaden. A ti veš vse? Ne. Aha. Ne. Kot bo kmalu pokazala epizoda. Zato te poprašam, ne? Ker ko je tvoj, kako bi rekel, intelektualni income žižek na infuzijo, ne? Si lahko hit zmeden. Ceniš Žižka, filozofa? Ne? Jaz ga zelo rad poslušam. Sam ga razumem lih to, kot podcast Obod. Se pravi, včasih. Ne, se izhrlamo. Zakaj? Zato se norca to pa ni res. Jaz nočem bifa na aparatu smrežino. Jaz res nočem bifa. To pa ni res. Zakaj? Kako sem se zdaj norca delal? Hrlamo, veš, da nam bo pisal zdaj. Kako sem norca delal? A bi mogel reči Obod? Jaz ne rečem Obod, ker nisem Ljubljančan. Ampak si kaj? Jaz sem Tržačan. Jaz nisem Slovenc. Ne, jaz nisem rezident, pa res ne. Ja. Ti si slovenski rezident, jaz pa ne. Ja. S tujcem govoriš. Mislim, z tujim rezidentom govoriš. Okay. Ki pa zna samo slovenski jezik. Pa nemški, ajde nemški ne znaš. Pa angleški. To je pa to. Tam se pa konča, če prav razumem. Se zmenimo, da se ne bomo več drkali v glavo, on nadaljuje. Ker je dober človek. Ampak boš že dobil nazaj. Najprej, da te vprašam eno stvar. Okay. Jaz, ki prijem na snemanje podcasta Opazovalnica. Všeč mi je, da moraš to povedati. Ja. Stari folk misli, da mi na hangova. Ne malokrat sem mogel razlagati situacijo nekomu, da ti pa jaz mava skupen snemanje podcasta. Ja, to je res. Period, ja. No, vsake to grejo na kosil. Ja, to je del podcasta. To je del podcasta, ja, to je dosti res. Tisto kosilo ima utilitarno vrednost, ne prijateljske. Strinjam. All business. Škaj, to je well-oiled machine, kot producent in tonski tehnik. Ne? Yes. Ja. In ko prijem k tebi, parkiram. Prosim, nehaj. Grem do recepcije, rečem vratarju. Opazovalnica, podcast, vratar mi reče, kdo ste vi. Se identificiram. Vzameš kdaj jabolko, ki ima vratar na pultu? Sem mislil, da je tisti malo V glavnem, grem in prijem k tebi, se usedeva, poklepetava. Ja. Ampak ti klepeti se parkrat že zgodili so 1 uro. Ja, to je res. Če ne več. To je res. Vse gre čez vlado. To je vsi. Tudi Anže se ne strinja z vladajočo opcijo. Tudi Anže tu ni intimna opcija. No, v glavnem, zdaj pa. Ampak vse gre čez vlado. Če bi ljudje vedeli, kaj se mi vse, ni važno. Vse gre čez vlado. Jaz obžalujem, ker
Nočeš biti areteran, dal bi pa ven te posnetke. Ja, jaz bi se rad pogovoril v podkastu, ker se mi zdi, da bi naročnine se podvojile. Če bi to, kar sem recimo v zadnjem tednu doživel, lahko delil. Ampak, v redu, pozab to. Enkrat je bil ta sindrom z mojim dobrim prijateljem, kolegom podcasterjem, Davidom Urankarjem. Ne poznam. No. Zdaj, tako bom rekel, bom na kratko zgodbico povedal, ker je smešna. Bil je en ponedeljek, kot marsikateri drugi. Termin, kdaj se je to zgodilo, mislim, da je bil glih takrat v obdobju, ko so se COVID ukrepi začeli sproščati rahlo. Se pravi, mogli biti 22, 23. Pred poletjem. Bilo je še mrzlo. In sva z Davidom bila zmenjena za snemanje podcasta Gospoda. Ne poznam. Na vinskem tem pri enem vinarju. V Ajdovščini. Ja. A si spet nekje ležal? Jaz sem imel pa en dan prej z enim producentom kosilo v Evinu. Tam so lami dožena kosilo. To je bilo v ponedeljek. Ob 12. sva bila zmenjena. In to kosilo se je zavleklo in jaz sem se v torek zjutraj zbudil v hotelu. S producentom? Ne. Svojo sobo? Nisem se spomnil, on je živel zraven z ženo. In pa jaz sva... Si 30 bili, ne razumem. Ne. Kosilo sva imela. Pa je pa žena prišla? Ne, flašo sva spili, to se še spomnim. Pa sva pa ene par portovcev. Pa sva šla pa na Glenmorangie. Pa ne še na kaj sva šla. In potem se spomnim, da sem bil pri njemu doma, ker sva čakala, ker sva ženo čakala, ki je bila pa mislim, da na jogi. In je prišla zen domov, vsa pomirjena. Strah me. In je prišla in naj je videla v tistem stanju tam. In očitno je ona pol zaukazala, da mene pa treba v bližnji hotel dostaviti. In jaz se zbudim v tem hotelu, ne bom detajlno povedal, so malo gabni. To se mi zelo redko, to ni. Zelo redko, define redko. In reče, danes je torek, ura je bila 8 proč, jaz sem zmenjen pri Davidu ob 9, ker je on peljal, ekipo pa me. Na vinarju. Ja, in sem rekel, se pravi, jaz pa nisem bil doma in sem bil v obleki od prejšnjega dneva. Dejansko obleka? Srajca pa rekelc. Ampak je bilo neuporabno. In sem rekel, David, meni se pa zgodila nezgoda. Ali imaš ti kaj zame za obleči? Je rekel, ti bomo dali, ti sam prid. In pripeljem do Davida. Moraš si misliti, kako sem se počutil takrat. Ne vem, kako pa si se počutil takrat? Dej mi metek, sem se počutil. Ali metek, ali pa Viljamovko. Že pir ni več. To je tisto stanje, žgane, samo žgane pomaga. Tisto stanje, ki si mal zmačkan, pa to pismo, en pir, pa zdaj pa bo vse v redu. Ne. Tis pa ni. Ne. Tis pa, sem rekel, dobro jutro, David, zdaj pa prosim, kar imaš. In jaz sem bil itak še vedno v stanju. Spijem ene par sem jih več tistih, pa smo šli pa snemat. In sem bil glih, da speljem. Nisi bil. Ne. Kjera epizoda je to? Prvi vinarju? To vem, da bojo zdaj šli odegli. Hold. In pridemo mi do tega vinarja. Ti veš, če prideš k enem vinarju. Da ti bo dal vino. Ne samo to. Če ti prideš kot stranka k vinarju, ti veš, da ti bo že takrat. Sam za lasete bo nazaj ti bo glavo potegnil. Glo. No, ta je bil pa še toliko bolj navdušen nad nama, zaradi tega, ker smo prišli pač epizodo tam snemati, ki so bile prodane kot promocijske. In je rekel,
gremo takoj v klet. In smo šli v klet in on razlaga o svojem Kako si ti še živ? novem dosežku. Tale flash, to bolj dolgo, je bil tisti spetun, za pluvati. Si pluval? Makje. In po prvi epizodi, ti sem še lahko zglumil. Čak, epizodi kaj? Kaj sta snemala? Pa ure. Ja. To, zdaj imamo pa še eno, ok, pa smo še eno posneli, ti si šla že teži čez. Kaj pomeni teži čez? Teži čez v smislu, da nisem če mogel toliko prikrivati, se mi zdi. Ja. Pa smo šli pa gor. Pa smo šli pa gor. Ja, pa kaj pa je delo intoksiciranega človeka, kot da prikriva? Ja. Ampak to nikoli ne rata, ne? A dala pa le en test, ali ste alkoholik. No. Okay. V glavnem, pijemo pa gor, se je pa zjasnil, se je lep dan naredil, šul lepo. Je pa gospod pa začel penine svoje odpirati. Pof, glug. Ja, tist penina je pa takrat pasala. Ampak jaz pa takrat nisem bil, imela sem pa še 2 za posnetke. 4 epizode? Ja, ali eno. Sva pa zunaj snemala, pri lepem razgledu. Ja. Sediva. Tiste epizode se ne spominjam od začetka do konca. V glavnem, tam sem bil pa brez filtra, tam sem bil pa v stanju. Je to objavljen? Aha. No, sem rekel, David, tole gre pa v bunker, tako da sva prišla domov z 2 epizodama. Ampak takrat sem bil odprt. Razumem. Takrat pa ni bilo. Ja. A veš, regulacije. Ja, absolutno. Takrat je bilo, Bosanci, a jih res rabimo? Ne, hecam se pač, to sem tako rekel, pač, joke, ne. Da ne bo kdo pisal z ombudsmanki. Ne vem, kdo je zdaj trenutno varuh človekovih, vse je to ombudsman. Ja. V glavnem, .gov. Čakaj, zdaj pa ti nekaj povem. In danes, ko sva prišla, sva spet imela pogovor in to. Ja. In ti imaš eno posebnost danes na sebi in sicer flajšter imaš na čelu in te do te točke nisem vprašal. Pa me zanima, če ne bi samo meni, pa tudi poslušalkam. Ja. Anže ima polepljen čelo. Ja. Zdaj pa povej, s čim si se zameril, šut. Viš, da je to edina razlaga. Dosti bolj boring je, zagnojil sem je ena rana, sem je zagnojila. Pač mal, ne velik, pa sem zdaj... Bakterija. Ne, bakterija. Sam hočem, da se zacel, pa nočem, da veš, ki imaš lase, da mi ne... A si tako brez razloga lepiš flajšter malo posebej, da daš badass look? Ja, to je badass look, to, kar ti gledaš. Stari... Res, lej. Stari, ti si 2,70 m ali koliko. Ja. Stari, imaš flajšter, Ja. ti ne sporočaš, bil sem tepen, ti sporočaš, you should have seen the other guy. To je to, kar ti sporočaš. Mogoče bi lahko to natvezal, ja. Pokliču Rankarja. Če bo lahko dvignil telefon. Ne, resno, to ti sporočaš. Ja. Aha, se pravi, navadna. Kdo ti je pa rano povzročil, nas zanima? Butno. Kam? A ja, dobro, to je še enkrat. dvometraša vprašati. Jaz sem imel urednika na Planetu v začetnih letih, ki je bil tvoje višine. Ja, manjši je bil, vem kdo, obavlja. Ampak ne toliko. No, okay, ampak ja, on je zelo visok. Ja, in on je vsak teden imel razbito čelo. No, jaz nimam, jaz sem zelo malkat. Ampak ja. Ker vsak teden šel na obisk v Prešernovo hišo, ker tam so stropi, koliko na 150. A to si videl, ker se je en model ulegel v poslo Cankarja? Si to videl? Ta klip sem videl, ja. To je grozen. To je res grozen. Malo sem šokiran, ne, v smislu. A veš, že en... Staro poslo Cankarja se je ulegel. V en Miramare, če greš. Okay. Miramare je grad, slovi po arhitekturi, ne slovi po tem, v tem gradu je bil pa ta in ta je posebni človek. Že tam so vse stvari zavarovane, ali so vitrini. Kam miš, da klepa ni bilo špage, valjda je bila. Ja, ne vem, jaz na tistem posnetku, tam se otroci drenajo. Ja, veš, tam ni videti, da bi bilo kaj, pejt Mozartovo hišo. Tam se stegneš nad eno vitrino z rokopisom, pa začne... Ja, vse tudi ne. Ja. Edin v Luru, ne, tam lahko odneseš za domov. To si videl, ki je nekaj, to je fake news najbrž. Ampak da je bilo geslo v Louvru za security sistem Louvre. Kao, ba je. Ne vem, če je to res. A lahko je špico za rolam, ker je še nisva. A jaz mislil, da greva že na dobo varno. Ne. Okay. Evo, špica.
Ja, miš, da vrtijo, okay, po gostilnah, pa tako še ljubi se, zgubi se. Ljubi me, zgubi se. Jaz bi rekel, da ja, odvisno v katerih gostilnah. Jaz imam tudi, ki si mi zdaj kazal, ne, da so ti krije mali, tako rekla. Jaz sem se šel pa cepati, sem se mi pa nič ne poznal. Prvič sem jaz šel. Proti gripi? Ja, in covidu. Kante pa cep? Rama. Leva, desna? Ja, tako da 2-krat. Isti dan? Isti cajt. Isti cajt. To se da. Ja, zdaj, da spomnim ljudi, no, samo zato, ker Jure ne prenaša. To se zdaj se nehava raj to pogovarjati. Zdaj ne vem, ali bo sam pogovor o tem dovolj, da skapadeš, res ne bi, da bi kle skapadeš. Pač. Jaz sem gledal nekaj časa nazaj na nemški televiziji, na letu sem na en dokumentarec, kjer je nekdo v Ameriki hodil, pač šel je z ekipo snemati dokumentarc v Filadelfiji, okay. V ta njihov, kot je v Los Angelesu, Skid Row. Ja, ok. Bil sem v Filadelfiji enkrat. No, ampak verjetno ne v tej četrti, ker tam ne pršu živ ven. Ti se bojna cona. Tisti je Star Trek The Next Generation Encounter at Farpoint, tam, ko je ono sodišče. Ok, redo. In sem tam videl, tam dejansko ni nobenih igel kazali pa tega. Ja. Kazali sem ljudi, ki so bili zadeti in me je to že to bilo dost. Zato, ker je bila asociacija na ja. iglo. Ok, redo. Jaz, če to vidim na posnetku, dol padem. Ni tisti, da me boli. To je kar zanimivo. Če te komar pič, te zapeče 10krat bolj, kot če dobiš iglo. To ni res. Je res. To pa žal ni res. Ja, pa je. Ne. Ali pa osa, ajde. Ali pa bolite pol, ne? Pol te boli, ja, ne? To misliš? To žila, pa pritisk, pa to, ko gre not, to mene, to. Okay. Nekaj drugega si pokazal z rokami. Kaj si pokazal? Ja, redo. Fun fact. Okay. Zna biti, da vem, zakaj. Leta nazaj, sem bil 3 leta star, to je že kar nekaj let nazaj. 40 let nazaj, skoraj. Manj. Mislim, efektivno, koliko 38 let. Me je babica peljala. 39. Krivzet. Ja. Kot otrok. Čeprav takrat sem bil že kar akademik. In je pazi. In vem, da sem bil babici v naročju za mizo, nisem bil na onem stolu. In zraven je bila pa ta gospa, ki je bila pa prijateljica. Od babi. Družinska, poznale so zdaj, ne? In so bili čet, ono drugo, pa sem sedel to, ne bomo pa vzele. In dam roko in me ona začne tam pikati in ti začne kri teči v tisto flaško. In jaz sem baje tam tisto flaško gledal in sem začel po vrsti vse balkanske kletvice. Kaj je to ena pizdarija? Pri 3 letih. Kako je bilo babici pol nerodno? Pred kolegico. Ja, kaj to mi njega učimo doma? Jaz sem res, kaj pa so te učili doma? Nisem učil, to sem verjetno na televiziji. Kje si pa na televiziji kletvice videl? Ja, ne vem. Leta 90. Bolji život, ali kaj je bilo na serija, Gruntovčani. Kaj? Ja. Ne poznam tega. To so gledali na televiziji. Ja, okay. Neke serije so bile. Prvič slišam res. Ja. To res prvič slišam. Mislim, to so neke balkanske serije. V glavnem. Ja. In takrat, očitno sem jaz takrat neko averzijo razbil na to. Ne vem. In zdaj se ti to dogaja. In zdaj to nosim. Neki iz prejšnje epizode v Discord Tech so ljudje povedali pritepenc. To je bilo na Dopo Barbo vezan. Moški, ki se pri ženi. Pritepenc? Mislim, da čak, zdaj moram iti pa pogledati. Veš, kaj se nisem napisal. Čak, da vidim. Ja, klateš, kaj pes, ne? Ja, res. Slab človek, res slab človek. Čak, bo še prav zdaj v opozovalnica kanal, ker je bilo, kako se reče pri enih, pa pri drugih, ne. Jaz nimam sploh aplikacije več. Ja, Godler na vsake tog sajta pogleda. Je pa res, da je nekdo najdel v Lesičnem avto, ki ima, poglej, kakšno tablico. Mercedes, Godler tablica. Godler v Lesičnem to obstaja. Tako da
So mislili ljudje, da si ti, pa pač. Ja. Ne. Ja, pa veš, kaj sem še dal? Natisn bom dal na stran, ta avto vozi Jure Godler. To bom naredil. Ko mi čakam, res. Sam res, to je dober fajn. Da te stalkeri najdejo. Pritepenc, ja. No. Ja, ali pa to je carinik rekel, mati je pa rekla najbrž, k ženi prispeljenemu možu pri nas rečemo prkvatenc. No, Priklatenc, prkvatenc. Ja. Okay, to je prvi stvar. Vaški pes, naš kuža je ja. Zdaj vemo. A si ti? Ne. Ti si? Kaj? Sultan, ne, ki je dobil žensko. Ja, sosednje kraljestvo mi je poslalo ženo. Tako to deluje. Ja. In potem sta se skozi leta vzljubila. Na začetku sta bila tujca. Vzljubila, poljubila. Tako. Ja. Čeprav. Okay, prosim. Bi jih imeti več, no, sultan. Ja, čeprav ne, sultan ne. Ena princesa je. Ja, seveda. Kako je pri Aladinu, a ni? Ja, seveda. Ej, eno vprašanje imam še. Pogreva lahko na mala dve oceni, ampak imam pa eno vprašanje dejansko. Zakaj nimaš več Appleove ure, ker mislim, da boš razveselil veliko ljudi, ko boš to razložil. Jaz mislim, da boš, ker sem opazil na internetu, v Discord-tek, na raznih komentarjih, veliko razočaranje nad likom in delom Jureta Godlerja, ko si začel nositi pametno uro. Ne? In zdaj, čeprav razumem, Jure, čeprav to je ekskluziva, ne? Če Stop in Lady poslušata, ne? Jure Godler nima več pametne ure. Zakaj? Jaz se zdaj v stresu počutim, ker I feel scrutinized. Ja, sej si. Zakaj se mi to delo? Ker si zvezda. Okay. Zakaj se mi to dela, stari? Zakaj mi to dela? Ker si dober, Jure. Ne vem, zakaj mi to delate, ampak ok. Pa še enkrat hvala, no, ker si vzel čas za pozornico. Tudi v tem je bila debata, drugače. Kje? V Discord-teku, ni razumel, kaj miselva. Pusti. Se drugi ljudje razložili. V glavnem, pa je šla misterioznost v luft. Zdaj stvari v tem. Ja. Jaz lahko povem, kaj si ti meni rekel, zakaj nimaš več. Ne, zakaj si sploh dobil? V grup chatci. No, napovej ti, da ti nam polaga ust besede. Stvari v tem, da jaz včasih pozno po noči, včasih tudi sred noči. Prosim, nekaj normalnega reči. Neham pisati, pa ti pa reči, zdaj si pa moram zbrihtati glavo. Ni še v redu. In rečem, čakam, sem normalen. Bo normalno. Okay. In grem na sprehod po nočni Italiji. In po Trstu. Ja, aha. To je pa zdaj iz teorije grup, to si zdaj nadgradil, v redu, super. Ne, zdaj hoče reči, da Bertrand Russell bi bil tako ponosen na to, kar si zdaj rekel. V glavnem, zdaj pa pazi. Sam nekaj. Ni Les Tango in Friends, razumeš? Ampak je Les Tango in Paris, to je ta prva stvar, ki sem se jaz spomnil. Okay? Razumeš? Ja, ampak logično gledano. V glavnem. Ja, hočeš reči, če človek pomisli na Italijo, na prvem mestu je Trst. Eno izmed večjih italijanskih mest. Okay. Ampak večji renome. Ko bo Ljubljana na četrt renomeja Tržaškega se oglasi. Ampak Italija ima Rim, to Ma. Firenze ima. Vse ima. Siena. Pa Trst ima. O Trstu so knjige. James Joyce. James Joyce. O Rimu nihče ni napisal. Joyce. Ne imaš prav. Firenze. Je del Ulixesa napisal v Trstu. In v Ljubljani, ne? Ne, v Ljubljani ne. V Ljubljani je eno noč prespal. Ja, miš, da on pa ne piše, pa hodi. Seveda, Joyce je res, ko je prespal v Ljubljani, je pisal, je nehal pisati in je šel hoditi po nočni Sloveniji. Ne, po nočni Ljubljani je šel hoditi. Anže, kdaj? Nikoli se ne boš naučil. Kaj? Da ti si tako suveren v svoji nevednosti, stari.
To je, ne, če te to ne bo enkrat tepel po glavu, Se ne bo. James Joyce Malo pride, in žena Nora. malo pride epizoda, kaj že. James Kdo hoče Joyce biti. in žena Nora Ja. sta šla v Ljubljani pomotoma z vlaka dol in sta prenočila na peronu. Pa kje ima piše, da ni pisal kaj? Na Imel peronu. Beležko. Ko je preklev in Ljubljano in Jankoviča in vse skupaj bo on pisal tam pol sred noči, lepo te prosim. Stari. Lepo te prosim. Kje sta pa mislila, da gresta dol? Ja, to je bil na relaciji Pula, Trst, Rijeka ali ne vem, kje že. Hočeš reči, da v Trstu sta mislila, da gresta dol. Ne, v Puli. Ne vem, v glavnem imaš spomeniček. Vem, grem doskrat mem. Greš mim? Ja. A si prebral? No, tam piše, tukaj je eno noč prespal James Joyce. A ja, prav tukaj. Ja. A ja, to pa nisem vedel. Jaz sem mislil tukaj kot v Sloveniji, Ljubljani. Ne, na peronu. Hudo. Na peronu. To pa res nisem vedel. Pa mislim, da sploh ni vedel, kje je takrat. Ja, ko je pa pol naknadno izvedel. Ja. Ker če bi vedel, kje je, bi šel takoj na naslednji vlak, pol. V stran, z te greznice. V glavnem, a že, če so se pa sploh pogovarjali? Uri. Ja, čaj, da povem. Zdaj, Nočna Italija. Vidiš, Nočna Italija bo naslov te epizode. Kakšen digression ti narediš s svojim neznanjem. Pa je šlo 5 minut, zakaj? Za prazen nič. Ker za Joyce to ljudje plačajo. To ljudje plačajo. Poslušalke in poslušalci, ki to plačujejo, so vedeli ta fakt. Ja. Ti ga nisi. Ja. Poslušaj. No, in ko jaz to hodim, mi gre zelo na živce nositi telefon s seboj. Ja. Okay? Zdaj pa, kako to rešiti, ker še zmeraj bi pa rad poslušal kaj. Zelo razumem. Imam te AirPod Max, ki ti zaduši vse, ki me že dvakrat skoraj. Max AirPod imaš. Ja, ki me že skoraj avto, enkrat bicikl, enkrat pa avto. Ampak to se lahko naštima, sem zdaj na Adaptive, tako da slišim tudi ostalo. Zdaj slišim celo več. Ja. Zdaj slišim k data, k enhanced human, k kan. V glavnem. Všeč mi je, da bo teh 7 ljudi, ki bo razumelo kan referenco. Čeprav ljudje, ki so poslušali opazovalnico od začetka, najbrž vsi vejo. Nunien Sung. Zdaj pa. Sem rekel, ena metoda je Apple Watch in moja želja je bila, pa ne samo to, moja ena stvar je, jaz na teh pohodih ne vzamem nič, razen slušalk. Maxi. Dobro. To ne je en AI imidž naredi. Pa ključe. Kam pa ključe obesiš? Nisem vedel, da si dopo barbo pripravil. Prevozek keychain, kolega. Prevozek keychain. Kaj imaš karabinarja? V glavnem. To, kar je meni limit. Jurek Godler nag. S ključi. Pa slušalkami. Po nočni Italiji. V glavnem. Ja. In mene je ena stvar vedno nad vse skrbela. In ta stvar je, da če jaz pustim telefon doma in imam neko drugo stvar, ki igra neko glasbo ali karkoli, nimam ne denarnice s seboj, imam samo ključe od stanovanja s seboj in to je to. Če se meni kaj zgodi, ne vem, se mi naredi luknja na hlačih, mi padejo ključi ven, jih zgubim efektivno sredi noči, jaz nimam dostopa do avta, do stanovanja, do telefona. In zato si pol Apple Watch kupil? Yes. Ker sem rekel, v redu, zdaj v skrajnem primeru, ne, če karkoli od tega zgubim, ure ne bom zgubil, če imaš na rok. In lahko naredim, ne vem, v tem hotelu Savoja, sem bil že 1000krat in bi mi zaznal Wi-Fi in bi prek Wi-Fi-ja poklical nekoga. Da, ne vem, ker najbližji človek meni živi, ki ga poznam, je gospod Žerjal v Sloveniji. Kar je še zmeraj walking distance malo preveč. Iz Trsta do... Govorimo o Marku Žerjalu. Ja. Ker gospod Žerjal se je slišal, ni se slišal kot Marko Žerjal. Pa nočemo nič slabega, ampak Marko Žerjal. Ja.
Ja, in zato sem kupil to. No, pa sem pa videl, junija sem to, ali julija, in pa sem pa videl, se tu pa meni meri spanec, ali pa veš, če kdaj malo preveč spiješ, pa tako tisto noč ne spiš dobro, ne, pa te zjutraj zbudi, preveri poročilo o zdravju. In tam vidiš, 2 outliers. Ja. Zato ne zdaj Fitbita. No, tam imaš puls pa sexiness. Graf funkcije. Kjer ga Fitbita bo? Zakaj smo to je ta največji Fitbit, da ni ura. Jaz nisem hotel imeti ure, glih za to. Vem, kjer ga, ja. To moraš imeti vse naročnino, ne, za vse zadeve. Ne za vse. Dobiš na začetku pol leta nekaj zastonj, ampak pa jaz se bom skenslil. Aha, no, in sem rekel, bom to kupil, ki mi meri pa to, plus daš si lahko gor stvari, če pa kaj bi prišlo, da bi izgubil bo to, in to je bil razlog, da sem smel uro. Ampak jaz sem pa videl, zakaj pa ne bi imel še notification vklopljene, ne, od messagev recimo, ali pa, a veš, napaka. Ja, pa si pa kar naenkrat ti vibrira to in veš, ti mi nekaj razlagaš, meni ura zavibrira, in tudi, če sem tok uvideven, da rečem, ne bom pogledal, kdo, kaj, kako, a ne, še zmer preigravam v glavi scenarije, kaj bi lahko bilo in te efektivno ne poslušam in ti tega sploh ne veš. Ja. In želim, da še malo zavibrira, prestavim roko kam drugam. Hecam se. V glavnem, in zdaj sem pa videl pač, da pa to ni okej. In si zdaj na Casiju, če prav vidim. Vse sorte. Malo, en dan eno, en dan drugo, en dan tretjo. No, to mislim, da bo razveselilo marsikoga. Pa še ena stvar je, tale pasek, ki pride zraven generični črn. Ja, od Apple Watcha. Od Apple Watcha, tako, ki ima tiska se natakne, ko daš not. Mi je na tem mestu, kjer je spodaj pasek, kožo, a vidiš, kad bi mi jo ful postaral pa potanjšal. Za razliko, ne, tako pozna se, da je nekaj, kar koži ni bilo prijetno. Posledice imam na koži in to sem rekel, te tehnologije pa jaz ne. Tako da, če bi kdo imel, ne pove, mu jo prodam. Da bi nekdo kupil Apple Watch Jureta Godlerja. Wow, ali pa ne vem, če bom, mogoče bom še rad, če bom šel, ne vem, na Mount Everest ali pa kam. Kaj boš snowshoeval? To bom pa januarja. Res boš šel snowshoevat? Ja, sam ne namatne. A res, okej? Yes. To bo spet. Posnam mal, ne? Ja, pa se sem že lani, pa si se norca delal, ker sem tam dal, pa sem šel kar daleč gor nad lavilo. Sliku. Snowshoeing. Veš, tam je kar, ko greš takole na off-track, ne? Ja, dej ni, kada si Bear Grylls, no. Pa stari, sledi sem prve delu v snegu. Come on. Prve sledi. Tam pa začutiš tišino. Tam pa začutiš, kako bi bil svet lepši, če ne bi bilo podcast. Tušaj. Lahko jaz na hitro povem, podpri.si, pa greva pa na ocene, pa imamo pa še opah. Ja. Tako da, če hočete, lahko... Delaj špico spusti, začnemo zares. Saj sem že špico spusti. Okay. Si ti danes, a je to ta gospoda, kje si bil pa včeraj, Jure? Kje si bil včeraj? I wish. Ampak res dobro prekrivaš. Zdaj si bo odprl liter radenske, si je prinesel. Sem to, da smo si na jasnem. Liter radenske bo zdaj pogotav najvrš. Če veste na Paradox.si, pa še mi se podpri, dobite dopo barbo, krajšo, ta ni vredna denarja, kar je vredno je, ko delava opazovalnico live, prvi zveste, tisti, ki podpirate, da so karte na voljo, pa na vsake toliko objaviva kakšno posebno epizodo, satelitsko epizodo, ki ni na voljo ljudem, ki so zastonkarji, ne? In ta se bo kmalu spet zgodila, tako da se splača naročiti, če enkrat Paradox.si. Hitreje, kot si mislite. Tako, ja. Je tako? Ja, res je. Okay, zdaj pa greva na 2 oceni, pa greva lahko že na opah, če si za. No, dej povej oceno in potem gremo. Okay, zdaj si isto povedal, kaj jaz. Cenam, res sva izjemno. Ocena in vprašanje je subject line 5 zvezdic, Jernej M. Zdravo! Eden in verjetno edini podcast, v katerem tudi gužva na ljubljanskih cestah ni problem. Prosim, ne. Pazi. Gužva na ljubljanskih, sem nekim povedal. Bilo je par tednov nazaj, 3, ne bom rekel, če celo več kot en mesec, ki je bil en petek
in sem gledal, in sem bral z X. Zakaj gledaš X? Zato, ker je za me najbolj koristna ta stvar, ker dobim tako veliko, ne vem, jaz imam rad slike. Jaz imam rad slike zimskih pokrajin, oljne tehnike in tako. In sem jih parkrat po lajku in tako, in zdaj mi tako servira zimske pokrajine, polmeske. Ti veš, da recimo Instagram obstaja, ki je narejen za slike? Recimo. Ja, ne, tam je bolj, ker tam me bolj pozna. For you page na Instagramu me poklinca ne pozna. Okay. Tam, ja, nisi dosti lajkov pokrajin. Ma ni, stari, drugače to in mi malo teh zimskih pokrajin ven vrže, malo teoretične fizike, kakšnega črnca in potem... Prosim, moram. Prosim. No, dobro. In se pravičujem. Zdaj pa pazi, okay, gremo dalje. Okay. In je en rekel, Janković, tako pa ne mara Jankovića, v glavnem, tudi jaz ne, in gledam tisto, sem rekel, čakaj, to je zdaj nekaj izblefirano, to ne more biti, in sem šel na Google Maps, to je aplikacija, ki jo lahko uporabljaš za GPS. Za GPS je uporabljaš. Pač za navigacijo. To rečejo normalni ljudje. Za stanje v prometu. Ne app za navigacijo, app za GPS. App za navigacijo, ja. Koliko stane liter mleka, Jure? Koliko stane? Moja ideja. V glavnem, moram na Volt pogledati. V glavnem, zanimivo je pa ena stvar. Jaz sem tudi Glovo. Prosim, povej najprej okay, do konca. Dobro. Šel si na X, ja. Videl si, da je gužva jeza na Jankovića. Čakaj, to blefirate, da to ne more biti, ker je naredil screenshot Google Mapsa. Google Mapsa. Aplikacije za GPS. Current state situation. Ja. Se pravi, kje je prometu in je bila dejansko, obvoznica je bila obkrožena z rdečo. Ja. In vsi te dovozi v obvoznico in tako sem ujementi. In grem gledati, če je to res. Ja. In gleda zlomka. Je bilo res. Pa ne samo to, tudi ko sem šel zoomirati po Ljubljani, praktično tisti dan, pa ni bilo to turistična situacija več. Ja, najbrž je bilo začetek oktobra, ne? Kar je dosti pričakovano. Več ni bilo že sred oktobra. No sej, ko študenti pridejo nazaj, takrat je kolaps. Ja, in gledam to, sem rekel, Jure, kaj pa če bi ti pogledal zdaj isti moment, kako je pa situacija v sorodnih metropolah? In sem šel najprej Zagreb pogledat. A veš, da Zagreb pa ni imel takega kolapsa. Je imel v enem delu te obvoznice, ali kaj imajo, kolovoz. Ali kaj imajo. Ja, Zagreb je kolovoz. Ne vem, kaj imajo, v glavnem, tam je bilo malo rdeče. Ampak takole, ko si šel pa po mestu, gleda pa nič. Sem rekel, kaj pa Jure, Dunaj. Grem gledat Dunaj, tu pa tam. Generalno pa ne. Kaj pa, če bi pogledal še Trst? Pogledam Trst, tam je bilo pa ležero. Tam je bilo pa... Vse je stalo. Tam je bilo pa zeleno. Okay. Tam je bilo pa zeleno. In kaj si pa naredil? Jaz v Trstu še nisem gužve videl. Kaj si pa naredil? Ti nisi še gužve. Ker sem jaz prišel do tebe. Ja, to pa morate vedeti, poslušalci. Anže Tomič Vidrih si vzame svojo družino en dan v letu, da gre na obisk malo v Trst, ker zakaj pa ne? La Dolce Vita, pica, macchiato in gre in, a res, en dan, kdaj pa? Pa povem, ja, takrat, ko je Barcolana. In je spustil soprogo, otroka, sem jih jaz prevzel, sem nase prevzel breme starševstva. Ne breme starševstva, ampak odgovornost, to pa absolutno. Jaz sem takrat čuval na tvojo ženo, pa na otroke. Tari, če bi bil kak napad, se moški čuva družino, ne? Če bi bil takrat kakšen skrajnež, bi bil jaz tisti, ki bi mogel svoje življenje dati za njih. In mi smo šli v Harris, na Martinije, in smo tam sedeli, ga čakali, in pridruži se nam Capo di Banda, omče družine, Anže Vidrih Tomič, čez uro pa pol, ker parking naš. Ura pa pol je, ura 20 minut je bila. Ni bila ura 20. Ura 20 minut si iskal parking. Ja, se grozno je bilo. Res nismo vedeli, da je Barcolana. Ja. No, zdaj pa nadaljuj s tem vprašanjem. Sorry, Jerno ima še zdravo eden in vredno edini podcast, v katerih tudi gužva na ljubljanskih cestah ni problem. Ampak je celo dobrodošla, da lahko poslušaš naprej. Pa zdaj dis mene. Pohvala Anžetu za odličen tehnični prispevek iz zvok. Vprašanje za Jureta. Ali si obiskal koncert Maksim v tvojem Trstu in mnenje? Če nisi, si zamudil dobre violonistke.
Mežik. Violonistke. 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 Ta beseda ne obstaja. Jaz berem, kar ljudje napišejo. Zato sem tudi težko prebral. Pozdrav Lahko bi bil od kolegialen, novega pa bi ga- satelita v vajni orbiti Jernej. Lahko bi bil kolegijalen, pa bi ga popravil, ne? Če se je gospod zmotil. Verjetno mislijo violinistke. Ja, najbrž. Ker če violina je violinistka. Violinistke. Če je Piše viola, violinistke. Ja, če je viola, edini en inštrument, violončelo je potem. No, v glavnem, Ja. Maksim, ne vem, ne veš, kaj je to. Maksim Mrvica, ta nek pianista, ni. A tudi to misliš, da je zdaj hecnik? Kdo je Maksim Mrvica? O, ljuba duša. Res ne vem, kdo ima. To je najbolj znan hrvaški pianist. A res, kaj? In to ti je tudi Pa novo. res, Maksim Mrvica. In to ti je tudi novo. Ja, jaz res ne vem, kdo to je. Ma pa otroka Lilu. Otroka ime Lilu. To mi je fan vakl, ki sem ga pogledal. To mi čem že. Res niste vedeli, kdo to je. A pa dober igra on. Ti povej. Dober igrač je najboljši hrvaški pianist. Ne, To ni bil odgovor. ne vem. Nisem nikoli poslušal. Že to, da ti se onega blueskaja drž, pa dej, ber naprej. Okay. Še ena ocena. Ja. Hvala, Jernej, drugače. Sploh, ker si se tudi. Ja, hvala lepa za denar, zdaj pa naprej. Tako, opazovalnice ne poslušam naga, je username, ali pač je subject line, 5 zvezdic, zelo inteligenten podcast, brez šale. Okay, takoj. Vse pike so šle. Prosim, ne nas zapustiti, srček, PS, Jure, če bi bila bolj elegantna, bi te omožila. Anže, ti si že zaseden. Tako da, Ja, pa dala sliko. ne, ker je to Apple podcast, ne more dati slike. Ne, Ja, mislim, to mi je povedal, ne? ne moč. O eleganci, o koeficient, količnik elegance. Zakaj pa ne moreš dati slike? A ona veza na e-mail. Opa Gmail, ne, ni. kaj že, Opa Help. Opa Help tudi nima slike. Ne, Super Ma tehnik avde- si, super producent si, stari. Vse ljudje najdejo moj mail, veš, tako da ni panike. Kako? To je dobro, ja, ker imam nimam ga veliko napisanega, to je res. A si ti dodal svoj novi priimek mailu? Ne, Vidiš, tako bo nekdo napisal anze.vidri, čeprav dveh pik ne sme biti. lahko daš 7 pik. No. A so lahko? Ja, ker je to samo od Google demarkacija. Pač. Pri Googlu je vse ena s pikam ali brez napišeš. Nekje je bil mail, imel je 2 imena, pa to nek služben, pa je bilo ime, pika, pa sta bila pa 2 priimka pa skupaj spacana. Ja, Večkrat. No, a to ste vse od tega? to je to, zdaj gre pa lahko na Opa Help. Če prav razumem, boš ti bral v svojih sončnih špeglih. Pozdrav, ja, ker imam dioptrijo, pa imam ura navadno v avtu, sem posebej okay. Dajte iskat, ker ni vredno za ta podcast. Najprej pohvala za podcast, ki nas vsak teden nasmeji. To je lepo. Rad berem take maile. Okay. Ki nas dobra sta, predstavljam, tudi stara mama posluša. Nadaljujem pa z nekaj vprašanji. Kako gledate na kajenje cigar? Meni cigare smrdijo, ti? Jaz v življenju še nisem kadil cigaret ali cigar. Tudi jaz ne, meni to ne pomeni Ali nič. to čikal nisi? A res, jaz to ne. Okay. Kakšen je vajen EDC? Ne vem, kaj je EDC. A jaz sem mislil, da ti veš. Zato nisem več gledal. Jaz sem mislil, da to bo neka. Mislim, ti veš, ne, pa pač po vrsti greva, ne, za teh zadnjih EDC, ne vem, kaj je EDC. Res ne vem, kaj je EDC. Everyday carry. Genij, talent, ti? Lepota, višina. Ne, to ne. Višina, mi priznaš višino. Ti, Saj povej, katero uro imaš zdaj, no? Ajde, to bova povedala. Walter White. Walter White, Casijata. Ok, zmeden. Ja, everyday carry, ampak če res imaš kamer, ti nosiš računalnik s seboj? Ne, jaz sem sam telefon. Imam pa zdaj že iPhone 17 Pro trenutno. 17 Pro. Ja, jaz pa moram reči, da pa iPad mini, pa 2 beležki, pa vedno neki pisal, imam pa vedno v torbi. Pa uno ledvičko. Kjero? Zapit, veš. Ne. Priprsnica, kako se že reče. Jaz naredim 200 km na dan. Ja, to je res. Mislim, če bi bil pa V Ljubljani. V Londonu, ne, Ljubljani si nor.
v Londonu, recimo, pa da bi imel walking distance od fleta do kjer delam, pa tako. Boljše, bi bil že mrtev. Že mrtev. There is a very strong possibility. Jure, no, pri slikah na Instagramu, na katerih podpisuješ knjigo, me zanima, ali uporabljaš svoje nalino pero, katere znamke je, in ali imaš doma zbirko najljubših pisal. Anže, vemo, da je človek digitalizacije in to vprašanje zanj verjetno nima smisla. Pa imaš tudi ti pisala. Tako? Ti imaš Muji. Muji imam, klele imam, sem si kupil od Unibala Kurutoga. Mechanical pencil, ki je tako narejen, da pišeš sam sebe šili. Tehnični. Izjemen, poteški to, res je dober. Res je dober. Kurutoga, res, zelo priporočam. To je ne 40-30 evrov? Ne, manj 10. Ja, to. Ja, ker je dejansko in je tako narejen, da ko pišeš, se minca cel cajt rotira in jo cel cajt brusaš sprot. Veš, kako je pri tehnični svinčini? Ja, razumem. Pišeš, pa imaš pa obrn, pa to, ta pa dejansko cel cajt se brus, ful dobra fora. Kako pa to, da imaš afiniteto do tehničnega? To je zelo specifično pisalo. Najrajš s tem pišem. Ne vem zakva. Res? Ja, vem, da je weird. Je weird. Weird je, ja, ampak najrajš s tem pišem. To se mi zdi najboljša pogruntavščina. Tudi v šoli, če se je le dal, sem s tem pisal. Ne z navadnimi svinčniki, ne s kuli, ne z nalivniki, če sem tehnične svinčnike. Tako da si na vsakega sajta si kakšnega tazga kupim, ki je malo special. Dobro. In ta je res dober. Ta je vrhunski. Ga bom dal v zapiske, to bom prav dal v zapiske. No, jaz pa tu uporabljam nalivno pero, jaz imam več nalivnih peres, ker kar pišem v noben ga ni to presenetilo. Tako bom rekel, najraje pišem z Watermanom. Waterman Hemisphere. Okay. Potem imam enega Waterman Karen. Ja. Tam zelo lepo pišem, ampak mi ni toliko uporaben, zaradi tega, ker ni tako narejen, da bi lahko pokrovček dal na gor mu. Okay, razumem. In je posledično malo manjši. Okay. Pa imam enega Mont Blanca, ki mi je pa tudi zelo, zelo pri srcu, ampak mi pa nekaj zamaka in imam umazane roke, ki z njim pišem. Tako da Waterman bi se odločil, da je moj... A pa veš model mogoče? Hemisphere. Okay. Hemisphere. Evo ga, takoj ga je najdel. Ga je? Hemisphere Luxury Pen Collection Waterman, evo. Ja, to. Potem pa zelo rad pišem z rollerballom. Tega imam pa tudi od Watermana. Ok, bom dal, evo, Waterman in Kurutoga, sta v zapiskih se temu reče. Ali pa rollerball od Parkerja, ta čist navaden kemični, veš, kaj je pol črn, pol je pa tako stil. Ja, no, ja. To je tudi, samo mora biti rollerball, ne sme biti... Razumem. Kaj je že razlika? Ne sme biti ballpoint, ampak mora biti rollerball. Ker ti se res črnilo. Ja. Ker ti se pa vrti tist... Pa oba sa fena Muji kulijo. Ja, teh imam pa tudi ene par rollerballov. Ta šacuna je toliko fajn, zdaj sem bil spet v njej, toliko je fajn, škoda, ker to bi res lahko nam vse sorte imajo, tudi za obleč, pa kuhinjske zadeve. Tako žlice, vilce, posebej ta neka kao japonska minimalistična estetika. Ne, žal, da mi nič ni prav tam, ker imajo par hudih stvari za obleč. Ja, sem tiste obleke pa imajo vse iz poliestra, sem videl. Ja, to je ta Uniqlo, veš, sistem. Ba ni, veš, dosti je tudi bombaža, dejansko. A je? Je. Ne, boljše Patagonija. Ok, naprej greva. Se pravi... Ok, dalje. Hvala za odgovor in prijeten dan še naprej. Kje pa piše, da je prijeten? Blaž je bil to. Hvala lepa za vprašanje. Okay. Hej, tukaj je 36-letni satelit. Z mojo opazovalko naj jo zanima. Koliko časa po selitvi v trs se zgodi sprememba stila iz angleško aristokratskega v italijansko sproščenega? Kdaj Sergio Giorgini jakna zamenja suknič Mason & Sons? Kakšna Sergio Giorgini? Ok, ne, v redu. Spoštuj to. Ne, v redu. Spoštuj to, absolutno. Ja. In pa še drugo vprašanje. Je Godor zadnjem času naročil kaj življenjsko pomembnega na Amazonu? Ne, par stvari pa. Please share. Hvala. PS, to mi je napisala žena. Plačujem jaz. Se take so! Ne vem, ali ima vprašanje smisel v promoviram svoje knjige podcastu, sem videl Godlerjev Sergio Giorgini jakni. PS2 ni omenil Anžeta. PS3, zakaj bi ga pa? Čaki, zdaj tako, prvo kot prvo. Ja, super, hvala, človek je to napisal, ampak v promoviram svoje knjige podcastu se mi zdi, to je si bil res v unijakni. V Slovenskih novicah? Ja, mislim da, ne? Podcast Slovenske novice. Ja, mislim da, ja. Ja. Ni omenil Anžeta, kot ponavadi. Ja, če bi me vprašalo... Kot ponavadi. Hold on.
Pa že, da imam predstavitev knjige, da prosim prid v Smeša, da bo vsaj kdo tam, valjda Jure, prijatelj. Te prijem pa lej, stop, da hoče izjavo, ja, bom dal izjavo za knjigo, da se bo povedala. Pa v kjerem koli intervjuju, delaš podcast gospoda? Ja, David, moj prijatelj, res sva huda, res tako dobro delava. Sergio Giorgini. Sergio Giorgini, Jakna. Dragi kolega, če bi pogledal, ne vem, zakaj ga tako zanemarjate, tega našega Jocota Huda in njegove. Ne gleda stvari. Ja, jaz sem imel to jakno v stvari. V stvari, ja. Gre za Levis Menlo. Ja. Reproduction. Ja, zdaj le dala mi Jocota v zapiske, da bo ljudje najdeli. Izviren. Ja. Izvirno jakno. Ja. Narejeno po čem? Po Einsteinovi jakni, ki jo je kupil leta 30, ki je šel prvič v Ameriko. Tako. In gre za epizodo stvari, Geni in njegova jakna. In gre za omejeno izdajo, mislim, da 500 kosov je bila narejena, ki se je razprodala, mislim, da v 15 minutah. Cena je pa bila že takrat 1200. Ja, vse o tej jakni, kako zgleda in vse. Tako da, če ti rata na eBayu najde še kakšno rabljeno, poglej, koliko je cena zdaj. Če ti pa rata nerabljeno najde, če kakšno v škatli, ker tale jakna je prišla skupaj v zelo lični škatli z Einsteinovo sliko, z parfumom, ki ga je dizajniral ki naj bi nekako zaobjel von po ledru, pa Einstein je pipe kadil in po tej pipi njegovi in tako. Če tak komplet cel najdeš, je zdaj med 4 pa 5 tisoč evrov. Pride ta jakna. Limited edition. Naredi so pa tudi žensko izdajo. Ja. Je bolj svetu odtenek rjave. Pa še en remake moške so pa naredili isto, ampak črne barve, ker je bila temno rjava. No in meni je ratal to jakno dobiti in to je bila ta jakna, ne pa Sergio Giorgini iz PVC-ja, okej? Hvala, bila. Še eno vprašanje, pa greva pa na Doba Barbo, sem to, da veš. Še eno? Še eno, ajde. Zdravo, fanta. To sem videl. Evo, follow up. Follow up. Wow, ok, ko se vakle dogaja? Follow up. Kaj se dogaja? Darilo je bilo precej interna šala, kupi mi je plišasto račko, jaz se ne spomnim več, ampak v redu. Ki je še dan danes. Kaj si rekel, ona je prosila za nasvet. To je tisto. Budžeta ni velik, njega pa mal. Darilo mora biti smešno, a ne preveč. Fino, če je uporabno, ne rabi pa biti uporabno. A to je to. Ženska, recimo, da je ženska. Daj to ti preber. Ok, evo fanta, zdravo fanta, evo follow up. Darilo je bilo precej interna šala, kupil mi je plišasto račko oziroma raco, ki je še dan danes zelo prisotna v najnih življenjih. Ne, nisva 10 let stara, se pa kdaj samo spogledava, ko razvijava dolge debate o tej raci in njegovem skrivnem življenju po noči. Ne vem, ali se to sliši narobe, nič čudnega, I promise. Okay. Nimam pojma, koliko je stala, tudi nočem vedeti, ker kar se mene tiče, je budžet okoli 100 evrov. Evo, prijatelj, zdaj pa smo prišli. Ne? Ampak, če je ta raca stala 20 evrov, mi sploh ni panike, da če parka toliko za njegovo darilo. Problem je, da odkar se poznava, sem jaz tista, ki skrbi za voščilnice darila in pa tudi za njegove družinske člane, tudi za prijatelje, kdaj, ker on je, jaz ne znam to, jaz nisem to kreativen, pa najde darilo, ki je točno to, kar bi moglo biti. In ja, kot ga opiše gospod Godler, ne mara preveč parfumov, ampak diši pa res lepo. Ne pije. In je 117krat bolj zanimiv človek kot kdo, ki pije. To se super, to se tudi strinjam. In še nerd po vrhu. Ja, moj najljubši nerd. Ti se kar tolaš. Nisva še poročena, ni še otrok, okoli 30 stara, ampak s tem človekom se bom s takim veseljem postarala. To je tako lepo sporočilo, da sta s takim veseljem postarala. To je napisala. Ko sem se spoznala, je imel ta podcast že preveč lora, da bi razumel, kaj se dogaja v tej sezoni, tako da žal ali pa nesrečo ga ne posluša. Pa zdaj že on vpraša, če bova gledala Milijonarja v petkih, tako da se veseliva, da bi koleba. Hvala, prosim. Okay. Ja. Zdaj sem spet, vsakič, kaj en to omen, me strese. Ja. No, evo, 100 evrov, človek, zdaj si vse zvedel, nerd je, jaz točno vem kaj. Kaj je vprašanje, ne vem. Darilo. Kaj raca. Ja, raco je on kupil, kaj ne mu ona kup, Bumbar. To je toliko veliko informacij, jaz sem se zgubil. Jaz vem, kva kupiti. Kaj? Jaz vem, kako zdaj bo Lego končno je prišlo partnerstvo, ne? Game Boy. Ja. Ne, Star Trek partnerstvo je prišlo. Nekaj je rekla, da legice so predrage. Jaz mislim, da če imaš 100 evrov,
že marsikaj dobiš. Dobiš 2 figurce. Lego kocke so drage, kot pes. Jaz sem žal, jaz sem maral Lego kocke. Na netu, da jadro linija, ne? Sprav ta, sliši do konca. Jadro linija na svoji spletni strani prodaja kocke, ki se staviš od jadro linije trajekt. Presežem, da je to res. Dolga zapiska. 40 €, 44. Uradne. Ne vem, če so uradne. Kocke, piše kocke, kjer se staviš jadro linija trajekt. Star. Če bi pa kaj rad pisal, to v živo ne morem videti, zdaj pa da bom doma sestavljal. Enkrat jim to kupo. Presežem, da je res. Star, ne, čak bom najdel. Oh moj bog. A lahko povem osebno mnenje o Lego kockah? Ja, povej. Meni gre Lego kocke zelo na živce. Meni so super. Ampak okay. Jaz podpiram, recimo, da imam otroka in da vidim tam, da blazni, pa ono, ej, otrok, nehi blaznet, tle imaš Lego kocke, ampak bi mu kupil tiste, a veš, kaj je pač posoda Lego kocke, bodi kreativen. Ja. Vse tako je mišljen, imaš nekaj navodil, ampak to, kar se pa zdaj prodaja, pa Porsche, Poglej to, stari, tega ne bi imel. Še kot da tega ne bi imel. Tako da to je moj predlog, v bistvu, jaz vzamem nazaj, na jadro linija spletni strani, da bom povezavo, čakaj, lahko. Grozno. No, v glavnem, tle imaš pa sestavlji, ne pa to, se ti pravim, pa to pa ne vem, nek te Harry Potter hiša, ali pa, ne vem, a veš pa to, zakaj, stari, jaz sem kupil, ne vem, imel sem Farnsworth House. Farnsworth House je ena stvar, ki bi jaz kaj podobnega kdaj v življenju hotel imeti. Ta arhitekturno mi je to nekaj najlepšega, kar je na svetu. Veš, tale Miss Van der Rohe, ki je v Chicagu, ki je eni ženski, ki je dala vikend hiško zgraditi, to je tista hiša, ki ima samo, se pravi, tla, stoji na tako minimalistično, pa strop, vse okrog je pa steklo. Aha, okay. To je ta hiša, sred gozda stoji tam, v eni reki v Chicagu, mislim da. Okay. In to sem kupil, ker je bila Lego Architecture. Jaz sem to sestavil, ampak stari, po par letih ti to stoji v pisarni na polički, to dobi tisti agresiven prah, ki se tako zlepa, zmasti skrb, ti ga ne moreš več čistiti, kaj imaš koristi od tega? To si ti prah nabira. Ampak to, da imaš pa, da otrok sestavlja, pa da je didaktično, pa tisti, ki imajo, kaj so že, Technics, veš, tisti, ki imajo za... Imel sem enkrat tale, sem si kupil cel komplet, pa vse te, kaj so bili za dokupiti, ampak to je 15 let nazaj bilo. Mindstorms. To so vse zanimive stvari, a veš, ampak če se pol, ne pa, da nekaj sestaviš, ali pa pa nek avto, pa nek gasilno vozilo. Spet bi te objel. Se pravi, nimaš priporočila za njo, zadaril. Nimaš, jaz bi rekel, legica, jaz mislim, da 100 €. Ne mara parfumov, človek je, ne vem, jaz dam, da mu kup enega, kaj pa ve, mislim. Casio, ne? 100 €. Kaj pa Apple Watch? ne, čak. Moraš malo pomagati, ajde. Ma ne mu kupi en roman od Millerja, ali pa vse 3, Sexus, Plexus, pa ne se malo sprosti tip. Da je bo zarit prej enkrat. No jingle za to, no jingle. Jaz se opravičujem. Hvala za zelo lep opis, očitno zelo fajn zveze. Mava nov intro za Dopo Barbo. A spet nek šok. Ni tvoja nesojena ljubezen. Zakaj? Pa poslušaj, no. Opazovalnico sva poslušala Naga. To je v bistvu, to je zelo, to je novorojenček, ta star. Alja je tole poslala in najbrž njen soprog, partner, oče. A je to legalno? Sem to vprašal.